Pravzaprav to, kar se zdaj dogaja, sem si sam osebno želel. Prišli smo res do tistih konkretnih zadev, iščemo konkretne rešitve, moram reči, da nam gre dobro od rok. Seveda pa zdaj v naslednji fazi moramo te konkretne rešitve tudi implementirati skozi zakonodajo. Danes smo govorili veliko na temo okoljevarstvene zakonodaje, problematike odpadkov, komunalnih, takšnih in drugačnih, rešitve so na mizi. To, kar je v tem trenutku predlagano, mislim, da ni najoptimalnejše seveda strani ministrstva in poskušali bomo storiti vse, da najdemo rešitve takšne, ki bodo dobre za gospodarstvo. Vsaka rešitev, ki jo v tem trenutku iščemo, ne samo moje ministrstvo, ampak tudi vsa ostala, moramo predvsem presojati skozi prizmo gospodarstva, torej kaj rešitve v posamezni zakonodaji za gospodarstvo pomenijo. In te rešitve morajo biti takšne, da ne bodo dodatno obremenovale gospodarstva. To mora biti cilj pri vsaki rešitvi. In to počnemo. In temu sem vesel. Kako napredujejo petkova srečanja z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo? Zelo dobro. Danes smo odprli enega od bolečih problemov slovenskih gospodarstvenikov, predvsem tistih, ki imajo težave zaradi tega, ker imajo njihovi tuji poslovni partnerji težave z vizami, slovenskimi vizami. Tako da je skupna odločitev MGRT-ja, se pravi Ministrstva in gospodarske zbornice, da v najkrajšem času, se pravi v 2 do 3 tednih, pripravimo konkretne rešitve za posamezne države. Šle bodo v smer A, kolokacije, kar pomeni, da bi slovenski diplomati šli eventualno na tuje veleposlaništva iz drugih držav in urejali te zadeve. B, da slovenske ambasade v tujini pripravijo recimo tudi zunanje partnerje, ki bi urejali dokumentacijo za vize in s tem olajšali tujim poslovnim partnerjem dostop do viz. In C, vzpostavitev tudi informacijske točke, kjer bi se na zelo dober način predstavilo tujim poslovnežem, kako do viz na najbolj praktičen način.